Danes je preveč navidezne, elektronske povezanosti in to tudi na račun živega stika, ki edini umiri, okrepi. Pa naj bo to stik z sočlovekom, z Bogom ali z vsem bivajočim, ki nas v stvarstvu obdaja. Danes je vse več ljudi samotarjev. V imenu modernosti se oklepamo svojih telefonov v družbi. Ko smo s prijateljem v živo, menimo, da moramo komunicirati z nekom na drugem koncu sveta. Čas je, da damo najvrednejše, kar imamo. Svoj čas. Kjer je ljubezen, tam ni nič pretežko. In tam je vedno čas. Torej, ko smo skupaj, se popolnoma osredotočimo na to osebo. Vprašanje je enako že tisočletja. Ali biti del sistema ali samostojen. Vedno so bili uporniki zoper sistem. Konformizem pa je pot, ki se jo izberejo množice. Ideal za večino je umirjeno življenje, po pravilih sistema, ki prinaša ugodnosti, a hkrati jemlje svobodo. Vedeti je treba, da vsaka pot svobodi za sistem nevarna. Sistem ne mara upornikov, ki bi spreminjali družbeni red. Vendar ga paradoksalno le oni lahko spremenijo, ga bogatijo in nadgrajujejo v nekaj novega, ponavadi boljšega, ali pa povzročijo vsaj to, da se ostali v sistemu začno spraševati, ali je res idealen. Spreminjajo ga le posamezniki, ki jim ni pomemben status, ugodnost ali strah pred kaznijo. Nagrada za to je mirno spanje, ker veš, da si storil vse, kar si lahko, povedal vse, kar je bilo treba povedati in napisal vse, kar je bilo potrebno zapisati. Tudi dan danes je to mogoče. Svet kljub vsemu tehnološkemu razvoju in novim komunikacijskim kanalom ni tako drugačen, kot je bil. Jasno so še vedno določene meje, sprejemljivega v vsaki družbi in nadzor neprilagojenih posameznikov se ni veliko spremenil. Le način, kako se to izvaja. Ko si postavite vprašanje, ali biti del sistema ali ne, ni napačnega odgovora. Če si tega vprašanja ne postavite, pomeni, da že veste in bodi si že spreminjate sistem ali pa pomagate k njegovem delovanju. Gandhi je dejal, če želiš videti spremembo v svetu, moraš ti biti ta sprememba. Seveda pa velja enako tudi obratno. Če ne želiš sprememb v svetu, potem bodi del sistema.